Nahajamo se na smučišču v Kranjski Gori, ki je pravzaprav drugi dom Sebastjana Gašperina. Če bi ga iskali, bi ga prav zagotovo našli na smučišču, saj na smučišču preživi skoraj vsak dan v letu. Otroštvo je Sebastjan Gašperin preživel pri starih starših. Njegov stari oče, Franc Gašperin, je bil trener in soustanovitelj smučarskega kluba Kranjska Gora. Smučati ga je naučila njegova babica Jerca Gašperin. Začel se je za našo hišo, to se pravi tam, kjer stoji zdaj trgovski center Kranjska Gora. Tam so bili ostanki stare železnice, to je bil cirka 5-metrski nasip, na katerega me je vlekla in sem se spuščal dol. Kmalu sem bil tudi član smučarskega kluba Kranjska Gora, tam sem bil tudi sotekmovalec Jureta Koširja in to je trajalo vse do konca moje osnovne šole. Med treningi me je najbolj fasciniralo, če se je kje pokazal kakšen teptalen stroj na smučišču, oziroma če je kje stal in že kot mladi fantje smo točno vedeli, kjer teptalen stroj je, kjer njegove oznake konjske moči in tako naprej. In pa tudi vsakega šoferja smo poznali, katerega smo pa tudi prosjačali za kakšno vožnjo. In tlele bi mogel izpostaviti legendo kranjskogorskega žičničarstva šefman Zvonkota Majcgarja, ki mi je večkrat vzel v naročje, saj do stopalk tudi dosegel še nisem, da sem lahko malo probal volan in tako naprej. Smuče sem kar vrgel v gozd in se seveda kasneje peš odpravil po njih. Je pa tle ena zanimiva zgodba, ki me je hotel naučiti, da vožnja teptalcev ni taka in me je enkrat naročil, naj pridem ob 5 zjutraj na Brsnino, da takrat bom pa lahko vozil. Seveda sem jaz to naredil, šel od doma, zgodaj zjutraj ga čakal ob 5, njega ni bilo nikjer. Potem sem se vrnil domov in ravno pred staro mamo sem prišel, ki me je glih hotela zbuditi za v šolo in verjemite mi, da takrat jo nisem dobro zvozil. Leta 1987 se je Sebastjan Gašperin kot mlad štipendist RTC Žičnic Kranjska Gora pridružil ekipi žičničarjev. In ko sem se jaz zaposlil, oziroma ko sem dobil štipendijo na RTC Žičnice Kranjska Gora, je bil moj mentor prav moj sosed Ferjančič Joža, ki me je veliko naučil, zlasti na področju same elektrotehnike. Danes se je pa tako obrnilo, da sem pa jaz mentor pa njegovemu sinu, ki ravno zdaj upravlja pri nas tudi praktično usposabljanje šolsko. Tako da ja, pomembna je količina znanja, ki ga sprejmeš, in pa tudi sama kvaliteta. Se pravi, treba je pripraviti najbolj pomembne informacije v čim krajšem času in na ta način, da jih lahko poslušatelji hitro sprejmejo. Jaz sem sam tak, da zelo velikokrat ponavljam stvari in ko me vprašajo, ja, to si pa že tokrat povedal, zakaj pa spet to govoriš? Pa pravim, ja, to pa namensko povem 10-krat, 100-krat, da bi se vsaj eden zapomnil, oziroma da bi na podlagi tega mojega 10-kratnega ponavljanja vsaj nekomu ostal v spominu. Kadar Sebastjan ni na smučišču, se nahaja v delavnici, kjer razira, popravlja in servisira ter pripravlja električne dele žičničarskih naprav. Ja, v tej delavnici imamo spravljene oziroma pripravljene najbolj nujne rezervne dele, ki se skoraj vsakodnevno uporabljajo za vzdrževanje naših naprav, da so vedno pripravljene z vsemi varnostnimi sklopi za vsakodnevno uporabo naših smučarjev. Tako da imamo tlele pripravljene te najbolj nujne dele. Drugač pa vsak dan poteka približno enak, s tem, da delamo neke plane, ki se pa lahko z nočno smuko oziroma z okvarami, ki se nam zgodijo, vsakodnevno spremenijo. Se pravi, že od popoldan, ko zaključimo z delom, do jutra lahko pridejo čist drugi plani. Zato se zjutraj najprej dobimo v spodnji delavnici, kjer predebatiramo, kaj je za narediti, kaj je za popraviti, katere napake je treba odpraviti in čim hitreje do 9. ure pripraviti naprave za obratovanje. Seveda je tle treba pripraviti tudi vso razsvetljavo za nočno smuko, same teptalce. To vse delamo tukaj sami, seveda s pomočjo tudi servisov. Na vse naše naprave, naše teptalce in naše topove vgrajujemo originalne rezervne dele.
od naših proizvajalcev, od njih imamo tudi zelo dober suport, samo časa nam ponavadi zmanjkuje. V našem poklicu je najbolj pomembna varnost. Pred njo je varnost, takoj za njo je pa spet varnost. In proizvajalci žičniških naprav delajo vse novitete v namen varnosti smučarjev, se pravi uporabnikov. In tudi naša zakonodaja, ki uveljavlja evropske standarde, želi imeti vse preglede žičniških naprav, naj si bojo to tehnični, inšpekcijski, izredni pregledi, vse v normativu standardov evropskih, se pravi, da je potrebno naše naprave, kljub temu, da nihče ne vidi, kaj se dela na njih, stalno opremljati z najnovejšo tehnologijo. Dnevno se zaposleni na žičnicah v Kranjski Gori srečujejo z različnimi situacijami in posledično prihaja tudi do nesoglasij. Tako nastanejo zanimive anekdote. Včasih se zgodi, da tudi če je vse v redu, tudi sami vstanemo z levo nogo. Če pa pomislimo, da imamo povprečno na smučišču 2000 ljudi, pa se vprašamo, koliko jih je pa od njih vstal z levo nogo, potem vemo, da večkrat pride do nesoglasij. Zdaj, naše naprave so v lanski sezoni prevozile 2 milijona 165 tisoč kilometrov, kar je za 54krat okoli Zemlje. Same sedežnice imajo kapaciteto tako, da v polni zasedenosti lahko peljemo 830 ljudi naenkrat, jih imamo toliko v zraku. To je več, kot ima Adria Airways flote. In seveda, tukaj ni nekega pravila, da ne bi prišlo do kakšnih konfliktov. Včasih je tako, da ti nekaj ljudi dvigne pritisk, pride ta zadnji, gre pa čez mero. Takrat ta zadnji, čeprav je mogoče naredil najmanj, povzroči, da se zlije na njega za vse tiste nazaj. Seveda so pa tudi izjeme, ki ti pa polepšajo dan. Tle bi pa lahko povedal eno zgodbo ene gospe, ki se je hotela skozi sama voziti na 4-sedežnem stolu na sedežnici Dolenčev Rud in vedno se je usedla na skrajni desni sedež, kar pa povzroči rahel nagib sedeža, seveda, ker je na en stran preveč obremenjen. Na izstopni postaji so pa posebna vodila, ki sedež zopet postavijo v Wasserwago, da potnik normalno stopi. In gospa je bila vsakič upozorjena, naj se prosim, ko se vozi sama, usede na sredino. Ona tega ni upoštevala in se je vedno usedala na skrajni desni sedež. Seveda, pred samo izstopom pa se je naštimala čist na konc in ta gugljaj, ta postavitev sedeža v vodo ravno lego je njo vrgel še preden je izstopila pred izstopno postajo na tla. Mi smo pričakovali, to bo kri, jok in stok, reševanje levo, desno, ampak na srečo je gospa zvozila zelo dobro. Sama prišla peš gor in se upravičila, češ, da sedaj pa ona točno zastop, zakaj se je potrebno usedeti na sredino, če se voziš sam. Lansko leto je podjetje RTC Žičnice Kranjska Gora praznovalo 70-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so Sebastjanu poklonili priznanje za 27 let predanosti podjetju. Tako priznanje, ki ga ne pričakuješ, ti da seveda novega elana, nove volje do dela, nekako se začnejo porajati novi načrti, kaj bi lahko še spremenil na sebi. Seveda si pa nekako seznanjen tudi s tem, čeprav misliš, da to nisi ti, ko te seznanijo sodelavci, s tem je, moram reči, zelo čustveno. Zelo čustveno in ti dvigne samozavest, ti da novega elana. Nekako misliš, ja pa sej 27 let, kam je to šlo, ampak v 27 letih vidiš pa, da imaš veliko za pokazati in da to tudi ljudje cenijo. In seveda, jaz nekako se nimam za starega, nekako hočem sodelavci ostati v stalnem stiku, se zafrkavati z njimi in levo in desno in sploh nekega občutka nimaš, da si toliko pomemben. Na koncu pa vidiš, da si in to je res in čustveno in ponos in vse. Skozi leta pridobljeno znanje
Danes Sebastijan podaja naprej mlajšim generacijam, ki se še odločajo o svoji poklicni poti. Sodelujem pa tudi pri predstavitvi našega podjetja srednji strojni šoli iz Jesenic, kjer jim predstavim naše podjetje. Kot lovec pa upravim kakšno šolsko uro predavanja tudi v osnovni šoli Kranjska Gora, kjer našim osnovnošolcem predstavljam lov, Triglavski narodni park, naše živalstvo, živalske vrste in stvari povezane z lovstvom, glede na našo okolico, na naš alpski svet. Seba, javi se. Na vezi. Seba, klele na črpališču pod Korenom imamo napako na mostu. Blaž, pridem pogledat takoj. Jaz se upravičujem, zdaj bom mogel majhanjati, pa bomo kasneje nadaljevali, ko napako odpravimo. Med delom z mlajšimi sodelavci ugotavlja, da se je odnos do dela od časov, ko je sam bil vajenec, zelo spremenil. Čeprav, če bi nasplošno ocenjeval mlade fante, bi rekel, za vse stvari jim je malo mar. Ampak, ko se pa oni odločijo enkrat za to, da bi bili žičničarji, pa moram reči, da je njihovo zanimanje presenetljivo, tako da me mladina navdušuje. S Sebastijanom pa se nisva pogovarjala le o žičničarstvu in njegovem delu, temveč tudi o turizmu, turistični ponudbi ter njegovih hobijih. Si se kdaj vprašal, kako bi Kranjska Gora izgledala, če se tukaj ne bi razvil turizem tako, kot se je? Dejansko se nisem to nikoli spraševal. Bi bilo pa to zanimivo, ja, kako bi sama zadeva se razvijala. Najbrž bi vse ostalo bolj po starem, seveda z neko modernizacijo, mogoče samih kmetij, nekega gozdarstva, žak in tako naprej, kar nam pač te naravne danosti dajejo, ampak te naravne danosti nam pa ponujajo le razvoj samega turizma. Seveda zdaj vsa ta globalizacija, svet obkrožajo slike naše lepe Kranjske Gore, vsakdo si želi to pogledati in videti. Sem pa tudi bolj lokal patriot, moja žena pravi, da mene je težko sploh od doma kam spraviti. Težko bi rekel, kam bi to šlo. Je pa vsekakor ta turizem ena odskočna deska za vse domačine. Ob pregledovanju starih fotografij Kranjske Gore pa je beseda nanesla tudi na turistični razvoj in na njegov pogled na Kranjsko Goro kot turistično destinacijo. Sedaj je v Kranjski Gori viden res napredek, razvoj, ogromno novih stvari, ogromno novih ponudb, novih hiš in pa sam zaton kmetijstva. Mislim, da je šla zadeva že skoraj da kar majhen predaleč. Oziroma vse kmetijska zemljišča se počasi pozidajo, vse je zasedeno in mislim, da sam kraj ni sposoben tako število turistov v samih teh špicah imeti, da bi nekako še kvalitetno lahko deloval. Zato je tle po moji razsodnosti možnost samo, da se še bolj razvijamo. Sebastijan Gašperin pa ni le obratovodja na žičnicah in navdušenec nad tehnologijo, temveč tudi ponosen član lovske družine Kranjska Gora. Z njim smo se ponovno srečali popoldan, tik preden je odšel na jago. Sebastijan, vas lov sprošča, si tukaj v tej prekrasni idili napolnite izpraznjene baterije. Seveda, lov je ena taka stvar, povezava z naravo, povezava s koreninami našega človeštva. Kot vemo, smo bili najprej lovci, kasneje nabiralci in seveda vsak tak odhod v lovišče me sprošča, se napolnim, dobim spet nekih novih moči za delo na našem prelepem smučišču. Tako da, če je le čas, je moja edini hobi je lov. Lov pa sami vemo, da ni le to, da greš s puško prvo žival, ki jo vidiš, jo ustreliš, ampak lov je, lahko bi rekel, v tem trenutku kar znanost. Na svojih obhodih Sebastijan opaža, da odnos človeka do narave in ohranjanja naravne dediščine ostaja bolj ali manj nespremenjen. Ja, na svojih lovskih pohodih srečam marsikaj vidim in marsikaj tudi slišim. Včasih stopiš na mesto, kjer misliš, da človeška noga ni bila že 10 let, pa vidiš, da tam ležijo
pločevinke, plastenke in tako naprej, se zelo motimo. Ljudje se delajo osveščene, so zelo proti lovcem, proti samolovу, nastavljajo nas tudi s tem, da smo morilci. Vendar se pa ne zavedajo, da njihovo smetenje in vznemirjanje divjadi povzroča veliko večjo škodo kot vsak naš strel, ki je zadet v polno. Sebastijan je tudi umetniška duša, zato nam bo za konec današnjega pogovora prebral pesem, ki jo je spisal ob našem povabilu k sodelovanju v projektu Vsi smo Kranjska Gora. V mladosti bolj kakor šolsko igrišče, zanimalo me je naše smučišče. Žičnice, teptalci, dober kolektiv, rad bi med fante se take prebil. Spust smučarjev z vrha dol v dolino, lahko bi prinesel mi pokojnino.